spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, lep pozdrav danes tukaj v Mali nedelji, v Pürgi, kako pravimo po domače, kjer smo se zbrali na novinarski konferenci oziroma predstaviti našega županskega kandidata za občino Ljutomer, gospoda Andreja Vršiča. Naj povem, da smo izjemno veseli, da se je Andrej odločil za to kandidaturo, pogumno odločil in hkrati najavil resno kandidaturo za vodenje občine Ljutomer. V sami stranki SMC smo polno pripravljeni na te lokalne volitve. Verjamemo, da lahko z dobro kandidatsko listo dosežemo tudi veliko mandatov v občinskem svetu, tako da imamo polne liste in imamo tudi veliko svetnikov oziroma kandidatov za krajevne skupnosti. Da pa ne bi bil predolg, zato z velikim veseljem ti predajam, Andrej, besedo in izvoli ob tvoji prvi uradni predstavitvi. Hvala, Aleksandar, za to predstavitev. Tako, lepo pozdravljeni novinarji, novinarke, spoštovane občanke in občani občine Ljutomer, drage prijateljice, prijatelji. Sem Andrej Vršič, doma iz Pristave, iz enega izmed 44 naselij prihajam v občini Ljutomer, danes pa sem tukaj v Pürgi, kot mi temu pravimo tukaj. Svojo izobraževalno pot sem zaključil na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer sem dokončal študij nemškega jezika in književnosti in s tem pridobil izobrazbo profesorja nemščine in sociologije. S časom študija sem se še dodatno izobraževal pa izpopolnjeval na najstarejši in eni izmed najboljših nemških univerz v Heidelbergu, kjer sem tudi študiral germanistiko in sociologijo. Moja prva poklicna pot se je začela na vladi. Bil sem v uradu vlade Republike Slovenije. Delal sem v mnogih službah takratne vlade, končal pa v službi vlade za prevajanje in tolmačenje. Svojo pot sem nadaljeval kot profesor nemščine na Bežigrajski gimnaziji v Ljubljani, kjer sem poučeval na mednarodni maturi. Jezik komunikacije je bil angleški, poučeval pa sem nemščino, nemško govoreče, se pravi pristne govorce. Potem sem nadaljeval pot v Ljutomeru v turistični organizaciji, kjer sem bil 15 let. Sedaj pa sem v uspešnem podjetju Ocean Orchids, to je skupina Slovenske orhideje, kjer sem direktor marketinga za celotno skupino. Sem član Lions kluba Ljutomer, humanitarne organizacije in sem odgovoren za finance, se pravi sem blagajnik. Povedal bi še rad, da sem večjezičen. Poleg slovenskega jezika govorim in pišem nemško, angleško, italijansko in srbo-hrvaško. Moja odločitev za kandidaturo župana občine Ljutomer je presenetila mnoge. Odločil sem se po premislekih, preudarnih, kajti v svojim starosti pri 49 letih, če se odloči za kaj takega, se res odločiš zavestno. In poznate me kot delovnega človeka, znam povezovati, prisluhniti, sodelujem rad in izpolnjujem svoje cilje, ki si jih zastavim, realne cilje. Za 4-letni mandat bi pa rad te cilje sestavil skupaj z vami jih določil. Zato boste v kratkem dobili povabilo po krajevnih skupnostih, da se bomo sestali, vabilo bo kmalu pri vas doma in bomo skupaj podali predloge, poglede in razmišljanja na bodočnost občine Ljutomer. Izhajali pa bomo iz naslednjih, bomo rekli, teh točk. Najpomembnejša za mene je sodelovanje. Sodelovanje z sosednjimi občinami, sodelovanje v regiji, sodelovanje čezmejno, sodelovanje po Evropi, celi Evropi. Kajti brez sodelovanja ne bo nič naprej možno delati. Če si izolirani, ne moreš delati.
nimaš odprtih poti nikjer, ne v regiji, ne na državnem nivoju, ne na evropskem nivoju. In to sodelovanje bo pomembno za pridobivanje evropskih sredstev. Polno je skladov, mnogo je sredstev, ki jih je potrebno pridobiti v občino in sama občina ne bo naredila čisto nič. Evropa stremi k temu, k večjim projektom in sodelovanje, ne samo med občinami, regijami, meddržavno, ampak medevropsko, vseevropsko. In ko bodo ta sredstva prišla lepo v našo občino, bomo imeli osnove in pogoj, da bomo lahko gradili cestno infrastrukturo, občinsko in tudi državno. In to ne samo glavne ceste, ampak tudi stranske poti, ki so pomembne, ki vodijo do zaselkov in določenih oddaljenih hiš. Gradili se bodo tudi mostovi, ki bodo nas povezovali. Evropska sredstva treba tudi pridobiti za šolsko infrastrukturo. Vemo, kakšne so potrebe po vrtcih tukaj v Mali Nedelji, v Purgi naši, šola v Cezanjevcih. In vse to bo osnova za uspešno gospodarstvo, ko bomo se povezali, sodelovali, pridobili sredstva, zgradili infrastrukturo šolsko in cestno. In gospodarstvo je tisto gonilna sila, ki bo potem dajala dodano vrednost našemu področju. Občina mora ustvariti pogoje za prihod investitorjev, tako domačih kot tujih, ampak ne za vsako ceno, tistih investitorjev, ki imajo dodano vrednost. In gospodarstvo, ko bo zaživelo in bo dajalo družbi dosti več, bomo lahko financirali in nekako zgradili še kulturno, športno, zdravstveno, kmetijstvo in vso ostalo infrastrukturo, socialno infrastrukturo. Tu je dosti potencialov. Preden pa končam, bi pa še rad nekaj povedal, da bom se zavzemal, da bo turizem kot del gospodarstva zapisan z veliko črko T, kot je že bil. Kajti občina Ljutomer je že bila na svetovnem turističnem zemljevidu in prizadevati si moramo vsi, da bo ponovno tam, kjer je bila. Zato vse, kaj sem zdaj naštel in še za več, kaj bomo skupaj dorekli, ko se bomo družili v krajevnih skupnostih naslednjih tednih, pa potrebujemo pogum. Ne smemo pozabiti, Prleki smo bili pred 150 leti pogumni in smo organizirali prvi slovenski tabor, na katerem smo zahtevali zedinjeno Slovenijo, slovenski jezik šole in urade ter bogoslužje. Za tisti čas nekaj nepojmljivega. Zato pa, drage občanke in občani, vas vabim, da letos, 18. novembra, zberete pogum za spremembe in volite mene, Andreja Vršiča, kot vašega bodočega župana. Hvala.